monitoring največjega lesenega objekta v Sloveniji. Če na kratko povem nekaj o največji leseni stavbi v Sloveniji, saj še zaenkrat, in pa o tem, kaj lahko naredimo z odsluženim lesom, oziroma koliko se nam ga nabere. Začel bom ravno v obratnem vrstnem redu, kot je naslov, se pravi, najprej bi vam povedal nekaj v objektu. Tole je render na sliki, ki bo vsaj še nekaj časa verjetno največji lesen v Sloveniji, čeprav upam, glede na to, da sem iz te panoge, da ga bo kmalu kjer presegel. Na hitro nekaj podatkov o objektu, se pravi, ima dobrih 8000 kvadratnih metrov bruto površine, v njem so poleg pisarn še prostori za 10 različnih laboratorijev, od karakterizacije, mikroskopiranja, pa potem vse do laboratorija za konstrukcije in računalništvo ter živega laboratorija. Par slik samo za uvod, da si lahko malo predstavljate, se pravi, niso več čisto nove, to je bilo nekje par mesecev nazaj, smo že majčkeno dlje naprej, renderji na eni strani in pa potem slike na drugi strani. Objekt je hibriden, se pravi, ni samo lesen, na žalost, no. Klet je betonska, kjer je garažna hiša, potem pritličje je tudi betonsko in pa vsi ti satelitski laboratoriji, ki so okrog objekta, so tudi betonski, na sredi je centralno jekleno jedro, no, vse ostalo je pa križno lepljen les in pa masiven lepljen les. Tako da sam objekt, glede na to, da ni čisto lesen, seveda ima na žalost tudi kar nekaj še vedno vpliva na okolje. LCA analiza od zibelke do vrat za objekt je pokazala to, kar smo nekako pričakovali, se pravi, tukaj piše sicer temelji, foundation, tukaj noter spada potem poleg temeljne plošče tudi celotna klet in pa potem vse temeljne plošče laboratorijev. Sama konstrukcija potem ima manj vpliva, ker konstrukcija nad tlemi je potem vseeno v veliki meri lesena. Potem naslednja kategorija, se pravi vsi zaključni sloji, fasade in streha, izolacija in pa potem na koncu vrata oziroma stavbno pohištvo, pa imajo manjši vpliv, seveda stavbno pohištvo tudi zato, ker ga imamo tako rekoč v celoti lesenega, seveda z izjemo stekel, ki imajo svoj vpliv. Objekt je celoti monitoriran in to kar konkretno, se pravi, senzorji so plod našega razvoja in na tem konkretnem objektu je 32 senzorjev temperature in vlage v ovoju stavbe, se pravi v fasadi, 4 so splošni merilci vlage v lesu na nekih takih nevtralnih mestih, na križno lepljenem lesu, 22 je merilcev vlage temperature in pa vlage v lesu na mestih, kjer pričakujemo potencialno kondenzacijo lesa oziroma neka mokra mesta, se pravi tudi, kjer so kopalnice, stranišča in tako naprej. Na 24 mestih merimo vpliv klime oziroma te weather dose na fasadi. Fasade so, tukaj so puščice napačno prikazane, se pravi, lesene fasade so na objektih okrog tega centralnega dela, tam ima kamnito fasado. Potem na 2 mestih merimo tudi zamakanje potencialno v strehi, 12 senzorjev meri kvaliteto zraka v notranjosti, 9 jih meri mikroklimo v zunanjosti, 2 termokameri sta permanentno prisotni, ki merita tudi spremembe na fasadi, in pa potem še 9 akselerometrov za merjenje pospeškov oziroma vibracij objekta, vsak od teh je 3-kanalen, tako da vse skupaj je na objektu 116 različnih fizično različnih senzorjev, vsak senzor ima seveda več kanalov, tako da količina podatkov, ki se tukaj zajema na koncu, je kar konkretna. Seveda ne delajo pa vsi senzorji ves čas, na primer ti za pospeške se aktivirajo samo, kadar dejansko pride do nekih pospeškov, to je pri velikem vetru ali pa potencialno pri kakšnem potresu, sicer bi bila količina teh podatkov na koncu skoraj neskončna. No, zdaj pa prehajam na tematiko odsluženega lesa. Se pravi, vsak objekt, vsako gradbišče na koncu sproducira neko količino odpadkov in med te odpadke spada, na žalost, tudi les. Vprašanje je, kaj lahko z njim storimo, se pravi, levo je slika deponije odpadkov v Izoli, kjer je tukaj en del slikan, kjer so separirali že ven lesene odpadke. Seveda na desni strani so pa okna in vrata od M-core iz odsluženega lesa, to je pa tisto, k čemur stremimo, kar bi si recimo želeli imeti, seveda pa zdaj priti iz te leve slike do desne je pa kar precej enega dela. Odslužen les razvrščamo v 3 kategorije. 3 so glavne, se pravi, to je masiven les, lesni kompoziti, se pravi lepljen les, in pa ostalo, to so recimo te i-profili, i-joisti in pa potem ostali manjši kosi lesa.
Potem so pa 4 podkategorije, odvisno od tega, kako je les onesnažen. Pravi, ena je čisti nekontaminiran les, naslednja kategorija je, če so prisotne kovine, vijaki, žablji, sponke, se pravi recimo nek konstrukcijski les, ki ga skupaj zvijačimo. Tretja podkategorija je, kjer je prisotna neka druga kontaminacija, se pravi kemijska, to so lepila, razne izolacije se lahko držijo lesa, betoni, če gre za opažne plošče, različne impregnacije in pa zaščitna sredstva. In potem četrta kategorija, kjer je prisotna tako ta kemijska kontaminacija, kot pa mehanska, se pravi kovine. No, to je en del odsluženega lesa iz našega objekta in tole je pa celotna zbirka vsega tega lesa, ki smo ga uspeli klasificirati do 11. marca. Se pravi, 3 glavne kategorije na levi, tukaj so označene A, B in C, in potem vsaka ima svoje podkategorije. Se pravi, koliko je čistega lesa v masivnem lesu, koliko je kontaminiranega in tako dalje. In kar to pomeni, seveda, da morate vsakega od teh kosov izmeriti, dimenzije njegove, ga uvrstiti in tako naprej. To je precej enega dela. In da na koncu lahko pridete do dveh takih zelo enostavnih grafov. Se pravi, levi je odpadni les, masivni odpadni les, desni je ta recimo lepen ali pa kompozitni odpadni les. In kar seveda je tukaj žalostno pri tem grafu, je to, da kategorija A4 oziroma B4, to sta kategorije, kjer je les popolnoma onesnažen. Se pravi, da ima prisotnost in kemijskih kontaminacij in kovine. B3 oziroma A3 sta tista, kjer je samo kemijska, A2 in B2 sta pa tista, kjer je samo kovina. Kar pomeni, da A1 in B1 sta tisti kategoriji, kjer imamo opravka s popolnoma čistim lesom. Prav, to je tisti les, ki ga lahko, bom rekel, tako rekoč uporabimo brez kakšnih posebnih zadržkov, razen tega, da imamo nek volumen, ki ga moramo prilagoditi. Pri A2 in B2 moramo seveda stvari spustiti čez kakšne magnetne skenerje, se pravi, da če gre les potem naprej na žago, da ta žaga ne naleti na kakšen vijak ali pa kaj podobnega, ker imamo lahko težave. Pri A3 in B3 je pa stvar taka, da je treba tiste premaze oziroma impregnacije odstraniti, kar pa seveda ni vedno možno. Tako da količina tega lesa, ki je relativno enostavna za kasnejšo uporabo na obeh objektih, je majhna, oziroma če rečemo, da kategorija kovin ostane relativno enostavna za odstraniti, je nekje četrtino vsega lesa, ki smo ga tukaj zbrali, bi ga lahko relativno enostavno obdelali naprej. Se pravi, pri 375 kubičnih metrih lesa, ki je bil po popisu del predviden za opaže, smo ga odslej zbrali 5,3 kubičnega metra, to je 1,4% vsega, kar je bilo zaenkrat res samo za opaže. Tukaj moram poudariti, da pač opaži seveda se uporabijo večkrat, tega nismo upoštevali, se pravi, od tega, kar je bilo po popisu, smo uspeli dobiti zaenkrat 5,3 kubičnega metra odsluženega. V celotnem objektu je predvidena poraba 1347 kubičnih metrov lesa, od tega je 850 kubikov samo nosilna konstrukcija iz križolepljenega lesa in masive. In če damo zaenkrat to do sedaj zbrano količino odsluženega, potem pridemo na 0,4%. Kar pa je, jasno je seveda, da se potem lahko te celate plošče in pa lepljeni nosilci načeloma lažje predelajo naprej, ker niso tako onesnaženi. Se pravi, konstrukcija seveda ima notri vezna sredstva, načeloma pa nima nekih impregnacij, ki bi lahko imele tukaj nek vpliv, je pa lepljena seveda. Tako da takoj, ko imate enkrat lepljeno konstrukcijo, imate pa težavo, ker s tem takoj po defaultu padete v tretjo kategorijo, se pravi, kjer so prisotna lepila. Kar pomeni, da je treba spet potem paziti, kam se lahko ta les ugradi čez 50 ali več let. Zdaj pa še nekaj rezultatov preiskave o odnosu javnosti do odsluženega lesa. To smo izvajali tokom enega leta, oziroma se preiskava še vedno izvaja, že nekaj leto in pol v prodajnih salonih M-Sore, kjer so kupce spraševali o njihovem odnosu in poznavanju do odsluženega lesa. Namreč M-Sora se poskuša prodajati oziroma izdelovati tudi okna iz tega odsluženega lesa in seveda temu primerno je treba najti neke kupce. Na hitro demografski sestavi, približno pol moški, pol ženske, starostna sestava je bila različna, nekje okrog 40 let se je vrtela povprečje, večina je bila iz osrednje slovenske regije, kajti tam so tudi prodajni saloni od M-Sore. Tukaj spodaj so navedeni še podatki o izobrazbi in pa o prihodku. In samo na hitro še nekaj rezultatov, ker mi zmanjkuje časa, se pravi, nekje tretjina anketirancev pravi, da včasih ali vedno kupuje opremo za dom iz recikliranih materialov. Se pravi, kaj je to oprema za dom, je lahko marsikaj.
In da največja ovira pri kupovanju opreme iz recikliranih materialov je njena višja cena v primerjavi z izdelki iz nerecikliranih materialov. Manj privlačen videz pa načeloma je najmanj omejujoč, se pravi, ne moti jih to, da mogoče včasih izgleda reciklirano, pač pa to, da je to dražje. Kar je seveda žalostno, glede na to, da so reciklirani materiali dražji, ampak na dolgi rok, ko bo surovine začelo zmanjkovati, oziroma ko bo pač njeno povpraševanje po njej večje, se lahko to počasi tudi prevesi v drugo smer, se pravi, da bi potencialno lahko odslužen les postal celo cenejši. Najbolj pomemben kriterij pri nakupu izdelka je trajnost, kar je seveda zelo zadovoljivo, oziroma zelo pozitivno. Cena pa po drugi strani pravijo, da je manj pomemben kriterij, kar mogoče nekoliko nasprotuje predhodnemu odgovoru, ampak tako so odgovori zaenkrat pokazali. 2/3 anketirancev pa pravita, da je izvor materiala, s katerega je konkretno okno, pomemben oziroma zelo pomemben. Se pravi, načeloma so kupci nekako osveščeni o materialnem izvoru. Termin odslužen les načeloma pozna približno 1/3 anketirancev, oziroma saj misli, da ga poznajo. Jih je pa relativno majhen delež v preteklosti že kupilo izdelek iz odsluženega lesa, kar je po drugi strani tudi pričakovano, saj teh izdelkov spet ni tako veliko. Kar se tiče cene, je približno še vedno presenetljivo velik delež, se pravi več kot 1/4, pripravljena plačati 10% več za okno iz odsluženega lesa v primerjavi z oknom iz neodsluženega lesa. Tako da nekateri so vseeno toliko okoljsko ozaveščeni, da jih tudi dražji izdelki, če so reciklirani, bolj zanimajo. Jih pa načeloma velika večina, vsaj skoraj 90%, prepoznava pomembnost tega izvora lesa, se pravi, od kod je les, da je saj iz trajnostnih gozdov, oziroma iz gozdov, kjer se trajnostno gospodari, ali pa vsaj iz lesa, ki ima znan nek izvor. Pa še mogoče kratka primerjava med spoloma, se pravi, v osnovi nekih večjih razlik ni bilo, razen tega, da so ženske očitno bolj ozaveščene in bi bil večji delež pripravljen plačati več za okno iz odsluženega lesa, kar je konkretno večji delež, se pravi 36%, moških samo 18%. Generalno je tako, da je kriterij dohodka je pomemben. Konkretno je zanimivo, mislim, ne nepričakovano, tisti, ki imajo večje prihodke, bi načeloma bili pripravljeni plačati več za okna iz odsluženega lesa, da je korelacijo med prihodki in pa okoljsko ozaveščenostjo vleči tukaj še ne moremo, ampak neke številke kažejo malo tudi k temu. In pa starost. Dejansko presenetljivo morda je bilo to, da so starejši bolj ozaveščeni in bi bili pripravljeni plačati več, lahko pa da je samo stvar v tem, da so preprosto, da so starejši, da imajo višje prihodke in so jih pripravljeni nameniti tudi za take dodatne stroške. Kar se tiče poznavanja, ravno tako starejši načeloma bolj poznajo odslužen les od mlajših. To je pa to, sem že tako 2 minuti in pol čez. Hvala za pozornost. Hvala, Primož, kar naprej. Mislim, da bo Andreja prevzela. Lepo pozdravljeni. Se pravi, moje ime je Andreja Pundelak. Vam pa predstavila nekaj rezultatov na temo mineralizacije lesa za okolju prijazno zaščito proti gorenju in glivnemu razkroju. No, kot veste, je les gorljiv in vnetljiv material in pač predstavlja resen problem, s katerim se pač človeštvo ukvarja že kar nekaj časa. No, les lahko zaščitimo s tako imenovanimi zaviralci gorenja ali retardanti, ki pa so lahko različne spojine. Lahko na primer modificiramo s halogenimi zaviralci gorenja ali pa s spojinami na osnovi fosforja, ki pa ob gorenju sproščajo strupene in rakotvorne spojine, zato so pač takšni zaviralci omejeni in strogo nadzorovani.
No, na drugi strani pa uporaba karbonatov pa predstavlja bolj okolju prijazno in zeleno alternativo pač tem klasičnim zaviralcem. Je pa v bistvu vključevanje karbonatov v les oteženo, ker je pač kalcijev karbonat slabo topen v vodi. No, v bistvu pri najbolj uspešnem načinu v literaturi pač vključevanja karbonata gre za dvostopenjsko impregnacijo z vodno raztopino natrijevega hidrogenkarbonata in alkoholnega kalcijevega klorida. No, na Zavodu za gradbeništvo Slovenije smo pa v okviru pač mojega postdoc projekta in projekta WULF predlagali pa vgrajevanje kalcijevega, magnezijevega in stroncijevega acetoacetata v strukturo lesa. Konec decembra lanskega leta smo za omenjeni postopek mineralizacije vložili tudi mednarodni zahtevek za podelitev patenta na mednarodnem nivoju. Na to temo mineralizacije pa smo nedavno objavili tudi članek v reviji Green Chemistry. No, v tem postopku mineralizacije najprej na vzorce lesa nalijemo to vodno raztopino, se pravi lahko kalcijevega, magnezijevega ali stroncijevega acetoacetata, in nato vzpostavimo podtlak 0,9 bara za pol ure, da pač odstranimo odvečni zrak iz lesa in iz posode. Sledi izpostava na tlaku za 3 ure, 10 do 12 barov, da to impregnacijsko sredstvo prodre globoko v strukturo. No, sledi še dodatna izpostava po tlaku za pol ure, da odstranimo to odvečno sredstvo. No, to pa s postopkom naknadne obdelave, to pomeni, da izpostavimo les povišani temperaturi 80 stopinj Celzija in izmenjavanju relativne vlažnosti, pretvorimo te acetoacetate v karbonate. No, tle na sliki gor je prikazana slika enega izmed impregnacijskih sredstev in pa vakuumsko tlačna komora, ki je potrebna za impregnacijo. No, potrebno je omeniti, da so karbonati pač uspešni kot zaviralci gorenja, le če jih dodamo v zadostnih količinah. Se pravi, mi smo v našem primeru, na primeru mineralizacije z bukovine z kalcijevim acetoacetatom, smo uspeli v les vnesti približno 7,4% kalcijevega karbonata. No, kot pa sem že omenila, zaradi izpostavitve sredstva na tlaku prodre to sredstvo globoko v les. No, na tej sliki levo vidimo globino prodiranja impregnacijskega sredstva, pač ta rdečo-vijolična barva pomeni, da reakcijo z acetoacetatom, se pravi globino prodiranja. No, na desni strani pa lahko vidimo, da v bistvu po mineralizaciji ima les še vedno prvotni izgled. No, z SEM in mikro-CT posnetki pa smo ugotavljali tudi vključevanje različnih karbonatov v strukturo lesa. Na levi strani so pač posnetki, SEM posnetki smrekovine, na desni pa mikro-CT posnetki bukovine. Se pravi, ugotovili smo, da se magnezijev in kalcijev karbonat v primeru smrekovine obarjata po celotni dolžini traheit, medtem ko se v primeru bukovine, se pravi magnezijev karbonat obarja predvsem v vlaknih, kalcijev karbonat pa pač v celoti ali okoli vlaken in tudi v parenhimskih celicah. Se pravi, magnezijev karbonat je take podolgovate oblike, medtem ko so kalcijev karbonat v obliki večjih ali pa manjših sfer. No, ugotavljali smo tudi odziv na ogenj.
Določili smo ga s konostnim kalorimetrom, kjer pač izpostavimo vzorce velikosti 100x100x10 mm, enakomernemu sevanju 50 kW na kvadratni meter. No, najpomembnejši parametri, ki jih bom tudi predstavljala, so čas vžiga, se pravi celotna sproščena toplota v času 600 sekund in pa hitrost razvoja požara, tako imenovana figra. No, pri tem pač v bistvu pomeni večji je čas vžiga, manjša je THR in figra, boljši je odziv na ogenj. No, na splošno imajo vsi mineralizirani vzorci izboljšane požarne lastnosti, glede na referenčne vrednosti smrekovine in bukovine. Najbolj učinkovit zavaralec gorenja je magnezijev karbonat, ki ima, se pravi, poviša se mu čas vžiga, potem zniža se mu celotna sproščena toplota in zniža se hitrost naraščanja sproščene toplote. Sledi kalcijev karbonat, najslabše požarne lastnosti pa imajo vzorci mineralizirani s stroncijevim karbonatom. To se lepo vidi tudi iz grafa. Se pravi, v primeru bukovine mineralizirane z magnezijevim karbonatom, kalcijem in stroncijem, kasni se čas vžiga glede na referenčne vrednosti in znižajo se vrednosti stopnje sproščene toplote ter se pomaknejo desno. No, v bistvu izboljšanje tega mineraliziranega lesa v primeru požara razlagamo z endotermnim razpadom karbonatov, predstavljenih tukaj, kjer pač sproščeni ogljikov dioksid oziroma voda ohlajajo te vnetljive pline v primeru požara. No, ugotavljali smo tudi odpornost proti glivam razkrojevalkam. No, predstavljam rezultate smrekovine in bukovine mineralizirane s kalcijevim karbonatom, ki smo jih pač za 16 tednov izpostavili dvem različnim gobam, se pravi tramovki, predstavnici rjave trohnobe in pa pisani ploskocevki, predstavnici bele trohnobe. No, tle iz grafa je razvidno, da imajo vsi mineralizirani vzorci, ki so označeni zeleno, nižje izgube mase v primerjavi z referenčnimi vzorci, kar pač nakazuje na učinkovitost mineralizacije proti glivnemu razkroju. To velja za obe glivi, pri čemer smo pa večjo izgubo mase izmerili na bukovini. No, kot za zaključek, na Zavodu za gradbeništvo smo pač v sklopu postdoc projekta in projekta WULF razvili nov preprost postopek mineralizacije lesa, ki temelji na enostopenjski impregnaciji z vodnimi raztopinami acetoctatov, ki so okolju prijazni. No, prednost te nove metode je, da karbonate vključujemo v strukturo lesa v obliki vodnih raztopin, ki se nato pretvorijo v karbonate in tako ne tvorijo stranskih trdnih produktov. No, s tem postopkom smo v les vnesli relativno majhno količino karbonatov, ki pa znatno izboljšajo požarne lastnosti in biološko odpornost lesa. To bo na kratko vse. Če imate kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim, drugače pa predajam besedo naprej. Ja, super, izvolite. No, ampak bom jaz kar zastavil, ker sem ga glih kar napisal, ne. Prehod v krožno gospodarstvo prinaša veliko izzivov za trajnost. Zdaj, kako se recimo taka zaščita rešuje skozi čas?
leta. Taka težava je tako pri jeklu in zaščiti jekla, kot pri betonu in zaščiti betona. In kako je v bistvu v tem primeru? Ja, malo odmeva. Ja, vem, ne vem, kdo je, ker je toliko udeležencev, da ne vidim, koga moram unmutati. Pravi, trajnost tega postopka. Ne, trajnost take zaščite, ne, recimo, čez 10 let, ne, ali bo to še vedno delovalo, ali bo v bistvu prišlo do kakšnega, recimo, ne vem, razpada, kar pomeni, da je treba obnoviti to zaščito in glede na način izvedbe, ne, te zaščite pač na terenu to ni možno narediti, no, mislim. Ja, načeloma so ti karbonati zelo slabo topni, sicer to spiranje betonov, to je še v teku, ampak z tega vidika je trajna zaščita. Zdaj tudi na tej, v sklopu Wolfa imamo tudi na tej eno testno polje, kjer to pač testiramo, tako da to v bistvu čas pokazal, ampak načeloma so trajni. Ja, dobro. Trajnost. To je v bistvu komentar v zvezi z izzivi, ki so pred nami na vseh področjih na to temo. Hvala. Da ni zdaj samo les, je tudi beton, je tudi jeklo. Kar naslednji, če lahko nadaljuje, da ne bomo preveč presegli čas. Ok, se vidimo, slišimo? Ja. Lep pozdrav z moje strani. Sem Uroš Gantar iz razvojnega oddelka MSOR-a in danes vam bom predstavil naše razvojne aktivnosti znotraj projekta Wolf z navezavo na samo tematiko dogodka. Glavna tematika predavanja je lesen pameten okenski sistem ICON, naslonili se bomo pa tudi na vse pripadajoče raziskave, numerične študije in pa kako z našimi izdelki dosegamo cilje krožnega gospodarstva. MSOR-a smo slovensko podjetje, ki razvijamo in izdelujemo lesena ter les aluminij okna. Najbolj smo znani po svoji kvaliteti, inovativnosti in pa fleksibilnosti v odnosu do strank in arhitektov. Z arhitekti in strankami sodelujemo tako pri bolj modernih kot tradicionalnih projektih. Naše odločitve poskušamo bazirati na merljivih podatkih in v kombinaciji z našim znanjem, lokalno pridobljenim lesom in ohranjenim občutkom za rokodelstvo izvedemo tudi projekte z bolj holističnim pristopom. V samem projektu Wolf se torej navezujemo na sledeče glavne tematike. Z rabo odsluženega lesa in razvojem oken za ponovno uporabo sledimo ciljem krožnega gospodarstva. Terenske, laboratorijske meritve v kombinaciji z numeričnimi modeli oken pa nam služijo za napovedovanje obnašanja oken in potrditev o pravilnosti delovanja senzorjev. Pameten okenski sistem ICON pa ima integrirane brezžične senzorje Worms z IKT sistemom Biomass, vgrajen pa je v lesen konstrukcijski sklop All-Wood-Wall, torej povezan je z vsemi ostalimi prototipnimi izdelki projekta Wolf. V MSOR-i skušamo razvoj izdelkov usmeriti v trajnostno smer. Pri butičnih izdelkih tako že uporabljamo lamele iz odsluženega lesa. V okviru projekta Wolf pa razvijamo okenski sistem za ponovno uporabo, ki ima večinski delež odsluženega lesa, zamenljive komponente, suho steklenje namesto tekočega ter pa mehanske razstavljive vogalne spoje. Les je zaščiten s postopkom mineralizacije, razvit na zah, kar je že omenila kolegica Andreja v prejšnjem predavanju. Pri tematiki trajnosti pa ne moremo mimo LCA analiz. Opravili smo več LCA analiz za 2 okni iz odsluženega lesa. V prvem primeru smo analizirali drsno steno večjih dimenzij, v drugem primeru pa leseno okno manjših standardnih dimenzij. Ugotovili smo, da komponente, ki najbolj prispevajo k celotnemu okoljskemu odtisu, so steklo, tudi do 60%, sledijo pa aluminij, jeklo, puranit in pa PVC. Les z vsemi proizvodnimi procesi k odtisu prispeva zelo malo, smo v rangu nekaj procentov celotnega ogljičnega odtisa.
Pri laboratorijskih in terenskih preiskavah nas na eni strani zanima mehansko obnašanje oken. Tukaj so najbolj pomembni parametri sami pomiki, deformacije in napetosti v materialih. Torej, s temi rezultati preiskav se navežemo na razvoj senzorja Worms za merjenje deformacije v lesu, kar je največ bilo omenjeno v prvem predavanju. Na drugi strani pa pri raziskavah opravljamo meritve vlažnosti in temperature v lesu ter relativne vlažnosti in temperature zraka. S temi rezultati se pa navežemo na razvoj senzorja Worms za merjenje vlažnosti v lesu. Poglejmo si rezultate preiskav malce pobliže. Rezultati senzorjev so v bistvu neki časovni podatki o velikosti vlažnosti oziroma deformaciji v lesu. Pri vlažnosti nas zanima tako dinamika nihanja vlage v lesu, kot število dni z neko povišano vlažnostjo. Za smreko, na primer, je okvirno 300 kumulativnih dni z vlažnostjo lesa nad 20% že lahko problematičnih za začetek razkroja lesa, kar je tudi bilo omenjeno strani predavanja Biotehniške fakultete. Med bistvenimi parametri so torej povprečna vlažnost, število dni s povišano vlažnostjo, hitrost navlaževanja oziroma sušenja lesa. Iz arhitekturnega vidika pa so lahko zanimive tudi pričakovane barvne spremembe na lesu. Z numeričnimi modeli smo raziskali obnašanje tako osnovnih okenskih elementov kot celotnega okenskega sistema. Prikazanih je nekaj primerov pravilnih analiz, kjer smo s pomočjo eksperimentalnih rezultatov ugotovili razliko 10 do 15% odziv numeričnega modela in eksperimenta, kar je že zelo točno. V modelu smo upoštevali najrazličnejše komponente, zasteklitev z vmesnim plinom, vse lesene elemente, silikonske spoje med steklom in lesom in pa kontakte ter interakcije med sestavnimi elementi okna. Ok, kako se pa vse to do sedaj slišano navezuje na ta lesen, pameten okenski sistem ICON? Prototip samega okna bo vgrajen v prototipno strižno steno podjetja REM. Okno bo za doseganje boljše zvočne izolativnosti in pa tradicionalnega izgleda v škatlasti obliki. Vgrajene bomo imeli skupno 3 senzorje Worms podjetja LTEC, 2 senzorja bosta na sredini razpona pokončnikov merila deformacije, en senzor pa bo meril lesno vlažnost v spodnjem prečniku okvirja. IKT sistem podjetja X-Lab bo pa skrbel za shranjevanje, obdelovanje, procesiranje podatkov. Ni pa toliko bistvena sama oblika, recimo tega prikazanega okna, saj smo vgradnjo senzorjev prilagodili obstoječi tehnološki shemi in jih lahko vgradimo v tore vseh naših oken. Kaj je glavna prednost tega razvitega sistema in vgrajenih komponent? Da bomo to razumeli, si poglejmo najprej obstoječe stanje, na levi strani prikazano. Pri raziskavah s senzorji imamo res nepregledno množico kablov, podatke pa je okvirno 2-krat letno, mogoče tudi 1-krat letno potrebno iz vseh lokacij pobrati ročno. Kakšno pa bo novo stanje? Integrirani senzorji so brezžični in pa v navezavi z IKT sistemom podatke avtomatsko pošiljajo v oblak, kjer se opravi dodatno procesiranje podatkov in pa analiza podatkov. Senzorji so vgrajeni v obstoječe utore tako oken kot konstrukcij strani REM, kar ohranja oblikovalsko dovršenost in pa močno olajša, recimo z naše strani, samo montažo okna. Močan cilj tega sistema je pa tudi napovedovanje in podaljšanje življenjske dobe lesa. Dodajmo še nekaj pik na i. Poleg lažje montaže, avtomatiziranja in pa enostavnosti rokovanja s temi podatki bomo imeli več znanja o obnašanju samih oken, s tem si bomo lahko privoščili bolj pogumno inovativnost, če se tako izrazim, pa ponudili tudi bolj prodorne izdelke. Naša vizija za naprej je pa združiti fenomena tradicije in inovativnosti. Posvečamo se torej vprašanjem, kot so, kako z uporabo odsluženega lesa biti hkrati trajnosten in pa okno narediti pametno in ga vključiti v sistem pametne hiše.
razvijamo in izdelujemo tudi okenske elemente večjih dimenzij, s čimer v naša bivališča in delovna okolja prepustimo več naravne svetlobe človeku tako udobne. Tako, s kančkom slovenske tradicije naj zaključim današnjo prezentacijo.